Spoštovani, prisrčen pozdrav iz prestolnice, stadiona v Spodnji Šiški na Žaku je pred nami zadnja tekma 23. kroga v prvi ligi Telemach, znova izjemno zanimivega kroga, v katerem smo videli kar precej presenečen. Pečar sprožil je Jakšič, oddaleč potem Španring, prava bomba, toda mimo vrat. No, zdaj pa Ivanšek ima priložnost in 11 metrovka. 11 metrovka za Bravo. Matic Ivanšek jo je priigral, še preden smo videli prvi strel v okvir. Takole Gurlica do Ivanška. Potem pa prekršek Karla Bručiča po mnenju Alena Borošaka. Takole Ivanšek. 37. minuta, Milan Tučić. Tučić in Brani Koprivec. Brani Koprivec. Bravo ima enega najzanesljivejših izvajalcev strelov z bele točke v Mateju Poplatniku, ki pa je danes na klopi. In tule smo videli katastrofalno izvedena 11 metrovka. Kot radi rečemo, največja možna priložnost v nogometu, to da obranil jo je Koprivec. Marsetic zdaj do Tomeka. Tomek, Ankada ima priložnost, Ankada pred vrata in odlično posredovanje Jakšiča. Vsi skupaj torej upamo na nekoliko bolj bogat drugi polčas, predvsem kar se tiče tule pa krasen poizkus in čudovita obramba Orbaniča. Minute izid morda zdaj res ne bi bil nič proti nič, glede na to, da je res tole priložnost zdaj za Koprčane. Pečar. Spet krasna poteza Pečarja, potem pa predložek in Bručič bi zdaj skoraj da zabil avtogol. Veliko sreče za Koper, žoga. Tretji kot za Bravo, prvi za domače v drugem polčasu. Dva je imel skupaj Koper, enega v nadaljevanju, pa krasna poteza Poplatnika. Ankada, Tomek. Tomek se pripravlja za strel, po sredini vrat je šlo tole. Dober tajming v skoku ima in kako dober odriv, ter občutek, kam bo padla žoga tudi. Ankrak tule prihaja do žoge. Tomek. Dobra podaja Tomeka in to je velika priložnost zdaj za Ankado. Ankada strelja mimo gola. Tele tekme, Gorenc, dolga podaja. Skače Sidi B, toda tule je morda priložnost. Pečar strelja in Brani Koprivec. V naši družbi trener Brava Aleš Arnol. Gospod Arnol, nadaljuje se zbiranje točk, to, kar ste nekako dejali tudi pred tekmo, želite biti tekmovalni, želite biti ekipa, ki jo nikoli ni enostavno premagati, vse to se nekako potrjuje. Kaj pa na koncu nekako vaš vtis, kako realen je danes tale rezultat? Pa jaz mislim, da je rezultat absolutno realen. Mi smo nekaj priložnosti, tudi Koprčani, mislim, da v prvem polčasu ni bilo strela v okvir, smo mi zgrešili 11 metrovko. Mislim, da je povsem realen rezultat na koncu. Lahko bi se mogoče obrnili na eno ali drugo stran, ampak ključno pa je to, kar nismo želeli toliko močno izpostavljati pred tekmo. Praktično Koper se je v miru pripravljal 11 dni na to tekmo. Mi smo v 8 dneh odigrali 3 tekme, v četrtek gostovali v Mariboru, v nedeljo igrali tukaj s Celjem, danes igrali še s Koprom. Jaz sem res vesel, da so igralci v bistvu to prenesli, ker vse menjave, ki so bile narejene, so bile zračunane glede na virozno stanje, kdo bo koliko zdržal in eno tako ekipno predstavo, kjer smo si zaslužili točke tukaj noter. Sem vesel, ker govori o neki stabilnosti ekipe, o nekem pravem tekmovalnem karakterju, zato jim res za to čestitam. Kako prav bo torej zdaj vendarle prišlo recimo temu malce več premora, pa morda tudi malce izziva, koliko boljši bo torej Bravo na naslednji tekmi, ki pa je spet zelo pomembna, spet lepa priložnost za zbiranje točk?
Pa ja, sej, tako kot vam bi rekel, jaz bi ocenil, smo bili danes dobri. Jaz jih moram pohvaliti, zato ker preprosto, tako kot sem rekel, Koper je prišel v maksimalnem stanju, mi pa v slabšem še nismo bili in smo v bistvu ustvarili čisto dovolj priložnosti. Je pa res, da določene napake se pojavljajo, kar je v tem stanju povsem mogoče, tako da predvsem smo veseli, da smo nazaj v normalnem ritmu, da imamo v bistvu cel teden možnosti za pripravo, da se fantje v bistvu do konca pozdravijo, regenerirajo, potem je pa vse odvisno od dobrega treninga in jaz verjamem, da lahko v tem ritmu nadaljujemo. Po tekmi v moji družbi trener Kopra Aleksandar Radosavljević, na koncu delitev točk 0-0, tekma resnici na ljubo z malo priložnostmi, nekaj situacij, pa vendarle verjetno, ki bi jih lahko tudi vi bolje izkoristili. Ja, lahko rečem, da je bila taka trda tekma, ni bilo nekih izrazitih priložnosti. Mislim, da smo bili mi po posesti oziroma nekako bolj dominantni, ampak to je bilo čisto, kako bi rekel, rahla neka terenska premoč in enostavno si moramo ustvarjati več priložnosti, da zadanemo na takih tekmah. Videl pa se je, da naša tekma je bila mogoče tudi za kakšne igralce malo breme, ker so vedeli, da je to nasprotnik ima enako število točk. Na koncu smo osvojili točko, ne moram pa reči, da sem zadovoljen s to točko, ker smo vsem prišli po zmago. Ste morda pričakovali, da bo ta obranjena 11 metrovka Jana še malce bolj dvignila ekipo? Res je bil nek moment, ki bi ga morda lahko še bolje izkoristili. Ja, 11 metrovka je bila, ni bila. Na koncu je Jan obranil to. Sigurno, da po taki obrambi tudi on enostavno se dvigne in smo pričakovali, da bomo še bolj konkretno napadali, ampak malo nam je zmanjkalo danes, da ne bi to tekmo dobili. Po tekmi v moji družbi Nemanja Jakšič, čestitke za točko, priborjeno, prigarano, kot pravimo, nekako fajterska tekma, na koncu zdi se kar poštena delitev točk. Ja, se strinjam z vami, hvala na čestitkama. Mi smo tako tretja tekma v nizu, dogajalo se to, kar se dogajalo, res ekipi si ima svaka čast. Smo enostavno, ajde tu frazo bom koristil, dali sve od sebe, da bi izvlekli nekaj pozitivnega. Koper ekipa, ki se bo borila za vrh, očitno tudi Bravo ekipa, ki se bo borila vsaj za zgornji del lestvice. Tudi takšne tekme so verjetno dokaz, da ste kar naredili korak naprej v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Ja, strinjam se, tekmovalni smo, gre super za enkrat, samo res moramo narediti kratkoročne cilje, ker na to lahko vplivamo, pa gremo dan po dan. Po koncu tekme v moji družbi Janko Privec. Jan, točka v Ljubljani, vemo, tu v Šiški nikomor ni lahko. Trda tekma, veliko borbe, veliko želje, z vaše strani še obranjena 11 metrovka. Zdaj govorite o tem, kdo je zadovoljen in kdo ne, je verjetno težko, ampak vendarle, zdi se, da je rezultat kar realen. Jaz mislim, da je rezultat kar pravičen. Težka tekma. Igrišče tukaj je sicer lepo, ampak majhno in težko prebiti. Bravo stoji zelo dobro in igrajo svojo igro in je bilo za nas zelo težko danes. Tako da točka na koncu v redu, gremo naprej, bomo mogli pa dosti stvari popraviti in še delati na temu, da pol si zaslužimo to mesto v Evropi. Podoba Kopra zdaj v drugem delu sezone se zdi, recimo temu, malce bolj organizirana, malce bolj na trenutke pametna. Kako nekako vi vidite spremembo zdaj v začetku tega drugega dela sezone? Vendarle je zima prinesla kar nekaj novosti pri vas. Kot že par sezon omenjam, ta zimski premor, jaz ga ne maram, iskreno povedano, ampak zelo dobro dene ekipam, če ti pred tem odmorom ni šlo in smo se dali skupaj, smo zelo dobro naredili priprave. Jaz mislim, da to zdaj iz tekme v tekmo, imamo mlade igralce, morajo priti tekme v noge in bo zmeraj boljše iz tekme v tekmo.